Zdravo. To je predstavitev izvornih orodij. Orodij kot so kot so obeski, orodje kot ta neverjeten obroč, piramide na primer tudi. Orodja kot so to. Nekateri lahko poznate ta orodje kot tenzijsko orodje oziroma tenzijski obroči, vendar to ni izvorna tehnologija. Izvorna tehnologija je tisto, kar je vsidrano v tem primeru v ta obroč, v to tenzijsko polje. Se pravi, to je fizični medij, fizično telo. Tako kot je moje telo, fizično telo, v katero se duša vsidra, je to fizično telo, v katero se izvorna tehnologija vsidra. Izvorna tehnologija je zato, ker je direktno vsidrana v jedrski mojstrski kristal. To je diamantno srce Boga. Vsa orodja, ki jih imam, ki jih kreiram, so direktno povezana v izvor. In to jih naredi zelo inteligentne. Bolje, kot si mi lahko sploh predstavljamo kot ljudje. Izvorna tehnologija deluje skozi izvorno inteligenco. Izvorna inteligenca vedno, večno, zmeraj ve božji red, božanski red, kar nam omogoča, da tehnologija zmeraj deluje za vse v najbolje dobro. Nikomur ne moreš škodovati s tem, nikogar ne moreš preobremeniti s tem. Izvorna inteligenca zmeraj spoštuje čisto vse. In v primeru recimo te sfere, ki ima lahko tudi 40 kilometrov, spoštuje vsako bitje, vsako dušo, vsak rastlino, žival, vse spoštuje. In točno ve, ali je dovoljeno, da pridejo skozi določene frekvence, ki jih ta zadeva eminira, ali ne. Ta orodja, ki ste jih videli, so specifično imenujejo Krist solarni faktor 8. To govori o 7 kozmičnih soncih. Ka, ra, ja, sa, ta, ha, la. Kristala. Vsako sonce, teh 7 soncev, je emanacija izvornega tona, ki so kot osnovni materiali za kreacijo vsega. 7 soncev predstavljajo kristala, ko se združijo, postane 8 sonce. Zato je Krist solarni faktor 8, ker govori o 8 soncih, ko postanejo eno. In ta 8 sonca so direktno povezana in so del mojstrskega kristala. In to so originalni toni kreacije, skozi katero so se skreirali vsi božanski zapisi. Vse je skreirano iz tega. To so kot sestavine, ki jih alkimist uporablja, zato da lahko skreira kreacijo. Vse, kar je. Zato se imenuje ta orodja Krist solarni faktor 8. Vsako orodje ima svojo vlogo in počne svoje posebne zadeve. Vendar vsa orodja imajo direktna 2 protokola. Prvi protokol je rehabilitacijski žarek. In ta žarek je žarek tega kozmičnega sonca, ki se aktivira v srcu bitja, skozi vse dimenzije in deluje na vse aspekte naše zavesti, da začne vzpostavljati naš originalni božanski Krist zapis, ki je jedro, skozi katero so vse, kar smo, manifestira. Fizično, emocionalno, mentalno, duhovno in vseh 15 dimenzij, katerih mi smo. Zato je ta žarek globoko zdravljenje skozi ves čas in prostor našega notranjega otroka, čiščenje paralelnih življenj, čiščenje entitet, parazitov, čiščenje urokov, črne magije, vse, kar ni dejansko uravnovešeno za kriz zavesti, vse, kar je antikriz, vse, kar je padla zavest, vse, kar ni svetloba, se začne počasi progresivno čistiti. In to vam omogoči globoko opolnomočenje, vitalnost, razumevanje, ljubezen. Hkrati pa ta žarek v sebi drži spominjanje, da si podprt, da si podprta, da imaš vso podporo, ki jo potrebuješ, zato da lahko slediš svoji misiji, da greš lahko s polno paro po svoji poti, da kreiraš točno to, kar si sem prišel kreirati, svojo misijo, svoje poslanstvo. Lahko si več preberete na spletni strani. Ogenj, ki gori, ta solarni ogenj, solarni žarek, ki zagori v bitju in da moč, vitalnost, jasnost, da greš naprej, da narediš spremembo. In to te vodi potem v življenju, da počneš točno te zadeve, ki jih moraš početi, ki so del tvojega učenja. In to je razvidno v vseh, ki imajo ta orodja. Točno to se vidi.
Protokol 2. Izvorna povezava. In to omogoča v bistvu, da se vaše jedro začne nadgrajevati in harmonizirati z mojstrskim jedrskim kristalom, kar vam omogoča izvorno inteligenco, izvorno zavest, da rehabilitira našo kataro. To je 12-točkovna drevo življenja, ki vključuje vseh 12 dimenzij. 12 dimenzija je naš božanski zapis. Začne rehabilitirati naš DNK, naše energetske centre, naš celotni sistem prične dobivati nadgradnjo, da lahko utelešamo več svetlobe. To nam omogoči globoko vedenje, kaj je prav in kaj ni. V nas se rodi jasnost, da vidimo, kaj je resnica in kaj je neresnica. Tudi to se vidi v vseh, ki imajo ta orodja. Ta povezava je tudi del prepoznavanja in spominjanja tega, da si del kozmične zgodbe in da pripadaš sem, da imaš pomembno vlogo. To se prebuja v človeku, nezavedno, zavedno, odvisno, kje ste na poti. Vendar ta inteligenca vas potem vodi. To je izvorna inteligenca, skozi katero deluje vse to. To so zelo visoke nadgradnje. In to je nekaj, kar vsebujejo vsa ta orodja, ki so pod oznako Krist Solarni Faktor 8. Prav to je jedro te tehnologije. Ko pa to tehnologijo naredimo v razdoločeni obliki, potem se pa ta izvorna tehnologija prelevi in izrazi unikatno. V tem primeru to postane kozmično sonce. Točno to sonce, o katerem smo govorili. V tem primeru to postane kozmični žarek, ki je emanacija tega sonca. V tem primeru to postane zaščita, jasnost, utelešanje avatar zavesti. V tem primeru to postane lotus, ki ponovno vzpostavlja originalni zapis večnega duha, po angleško The Eternal Spirit of All Oneness. To je vaša večna identiteta. V primeru obroča, večjega obroča, to postane zelo močno terapevtsko orodje. To orodje drži v sebi ogromno tehnologij, ki omogoča obnavljanje celotnega sistema. In ja, vsako orodje se zmeraj prilagaja na točno to, kar potrebujemo. Orodje točno ve, kaj je vaša misija, kaj je vaša zgodba, kaj počnete, kaj se učite, in na podlagi tega izvorna inteligenca določi, this is the instruction set. To so navodila in to so operacije, katere so potrebne, da se izvede. In potem prejemaš informacije, te uči orodje, te povezuje, te ojača polje, te razširi polje, te čisti polje. Vsakič je drugače. Zato, ker je izvorna tehnologija, se skozi spreminja in konstantno dela na tem, da te ojača. In to je nekaj, kar bi vsako bitje moglo imeti. To je neverjetno orodje. Orodju lahko daš namen. Kaj si želiš? Lahko daš namen za manifestacijo, za zdravljenje, karkoli želiš v življenju. Ti bo zmeraj orodje znalo odgovoriti. So stvari, ki jih tudi orodje ne bo dovolilo narediti, če to ni uravnovešeno z božanskim redom. Če vi želite nekomu škodovati s tem orodjem, orodje je zelo močno. Če bi obstajal ta potencial, bi lahko škodil ljudem. Vendar tega potenciala ni. Polje se zapre. Meni osebno so ta orodja popolnoma spremenila življenje. Tenzijsko orodje se ne more umazati. Ne vleče na sebe energije, je nemogoče, da je infiltrirano. Je orodje, ki konstantno proizvaja kvantno energijo. Kar pomeni, da nima statične frekvence, ampak ima dinamično. Konstantno se spreminja, zato ker je inteligentno. Je generator življenjske energije. Konstantno generira. Je blagodajen za vsa bitja. Pogledajte ostale videe za podatke o ostalih orodjih, specifično, kaj tista orodja počnejo.